na področju energetske politike v Sloveniji vlada neka schizofrena politika razvoja energetike, ki ima za posledico razgradnjo državnega holdinga slovenskih elektrarn kot ključnega nosilca razvoja energetike v Sloveniji. Pri tem želimo posebej poudariti, da smo pozdravili napoved predsednika vlade, da bo energetika ena izmed ključnih tem našega predsedovanja Evropski uniji, ker se zavedamo, da je dejansko področje energetike izjemnega pomena tudi za prihodnji razvoj slovenskega gospodarstva. Po drugi strani smo pa priča razgradnji slovenskega elektrogospodarstva in zato smo prepričani, da je izredna seja nujno potrebna. Predvsem zato tudi, ker v zadnjem času opažamo, da tudi znotraj holdinga slovenskih elektrarn prihaja do velikih trenj. Priča smo celo temu, da po eni strani holding slovenskih elektrarn kupuje zmogljivosti v tujini. V Bolgariji so kupili termoelektrarno Ruse, prav tako na področju Republike Srbske v elektroprivredi imajo velike načrte, po drugi strani pa ne najdejo sredstev za to, da bi zagotovili izgradnjo 6. bloka termoelektrarne Šoštanj, ki je ključen projekt v Sloveniji, katerega investicijska vrednost je 800 milijonov evrov. In predvsem je sporno to, da bi lahko denimo termoelektrarna Šoštanj, ki je del holdinga slovenskih elektrarn, sama bistveno dražje prodala energijo na trgu, kot pa jo od nje odkupuje holding slovenskih elektrarn. Vse bolj postaja tudi več kot očitno, da vlada ni naredila na področju energetike nobenega premika. Vsi objekti, ki se sedaj gradijo, so podedovani pravzaprav od prejšnje vlade. Gre za investicije na spodnji Savi in pa za črpalno hidroelektrarno Avče. Novih objektov ni. Na področju, ko govorimo o termoelektrarni Trbovlje, se nič ne premika. Ko govorimo o 6. bloku v termoelektrarni Šoštanj, pa vidimo, da prihaja do hudih zapletov, sporov in da je iz dneva v dan bolj očitno, da če se bo takšna cenovna politika termoelektrarne Šoštanj nadaljevala, da bo tudi ta izgradnja 6. bloka ogrožena. Je pa to ključen energetski objekt za prihodnost Slovenije. Treba se zaveda, da tretjina električne energije v Sloveniji pride iz termoelektrarne Šoštanj. Tako da pričakujemo pojasnila ministra, kako je mogoče, denimo, da lahko neka hčerinska družba sama na trgu prodaja energijo bistveno dražje, kot pa njegov nameščenec, gospod Zagožen, na holdingu slovenskih elektrarn, ki tega ne zna, ne zmore ali ne želi. In predvsem pričakujemo tudi pojasnila, kakšna je prihodna investicijska politika v Sloveniji na področju energetike, še posebej, ker vse bolj postaja, ker imamo vse več informacij, da nekateri načrtujejo privatizacijo slovenske energetike, da nameravajo graditi blok 6, tako da bi z dokapitalizacijo vstopil tuj partner, govori se o nemškem RWE, da se vse bolj razmišlja tudi o privatizaciji dravskih elektrarn, ki so zlata jama slovenske energetike. Tisti, ki poznate, kako delujejo hidroelektrarne, veste, da potem, ko so enkrat zgrajene, da dejansko prinašajo večno rento in da je reka Drava pravzaprav z tega vidika zlata jama slovenske energetike. Skratka, zelo veliko je informacij, da se tukaj dogajajo nepravilnosti oziroma da prihaja do, da se načrtujejo sporne odločitve, zato pričakujemo pojasnila ministra s tem v zvezi.